In zdaj smo live. Live! Tako ne boš. Gledam, da smo live. In Evo! to je to, živijo. Živijo. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, mi smo pa improvizacijsko gledališče Ljubljana oziroma kaj še Iglu. Danes z vami nocoj bomo improvizirali Juš, Vid in Peter. Sicer Iglu ima svoje predstave v Menzi na Metelkovi, ampak imamo zdaj obdobje, ko improviziramo preko spleta. Tako da Juš, Vid pa jaz bomo z vašimi predlogi se malo igrali, pa spontano ustvarjali videoklice. Nimamo namreč gledališča, kot je že omenil Peter, in kot ste opazili, tudi gledate to na računalniku, ne v gledališču. Trudimo se najti nove načine, iskati rešitve za to, da ohranimo, da še naprej počnemo to, kar radi počnemo. In tudi zato, ker smo v takih časih, ker smo dosti zaprti noter, pa eni ljudje so sami, eni imajo še nekoga zraven, lahko da ste malo osamljeni, lahko da vam gre nekdo ful na živce, s komer živite. Vse to je možno in mi bi radi vam malo popestrili to 1 urco v soboto zvečer. Če boste slučajno uživali, opazili ste, da vam nismo zaračunali za karto, ampak če pa hočete vseeno nekaj donirati za to, da lahko gledate to predstavo, imate gor PayPal link, kjer lahko donirate, kolikor želite. To je to. To je to. Pravo video, jaz sem sam danate mislil, da sem ignoriral Petra, pa videl, malo sem tlele linke štimo, ne? Ne slišite? Ja. Skratka, sem poštimil tele linkce, zato da bojo ljudje vedeli, kje smo. Predstava video klic deluje pa tako, da boste dali vi svoje predloge, lahko nam jih že napišete v chat in sicer včasih bomo prosili za predloge, kakšno besedo, kakšno lokacijo, kakšen poklic, kakšne stvari lahko že napišete, kakšne stvari bomo mi sproti vas prosili. Potem bomo imeli pa različne videoklice med različnimi ljudmi. To bojo mogoče kakšni intervjuji, pogovori, kaj še, ne vem, 2 prijatelja, ki se pogovarjata po Zoomu, kakorkoli. Skratka, te stvari, mogoče tudi kakšen solo prizor in upajmo, da vas bomo s temi različnimi zadevami čim bolj zabavali. A ne? Ja. Juš, med tem, ko si govoril, si večinoma časa bil friznen v faco, ampak zvok je delal, samo toliko. Okay, samo da ste me slišali. Zdaj pa nisem več friznen, ne? Ne, zdaj si cool. Veš kva, štimo sem tele linke na Facebooku, da bo ljudje nas našli. Nimam pa prav dober internet tlele, nimam prav dobrega interneta v Črni vasi. Imaš pa veliko sprehajalnih poti, ne? Jaz imam pa dober internet, optika laufa, sam šiška, ne? Skozi srečuješ ljudi, skozi... Pejte stran ljudje, Ne, Peter ne zveneva, Peter zginjem. Ej, a ti imamo kar začeti počas, a? Da vam pogledal, če kakšni predlogi že letijo k nam. In sicer, za vaju imam en izziv, Peter pa Vid. Ja. In sicer, a lahko je eden od vaju, recimo Vid, ti si en kapitan vesoljske ladje. Okay? In ti boš kar naenkrat dobil en klic iz enega neznanega planeta. Ne vem, ali bo to prijazen klic, se bo to zloben, to se bo Peter sam odločil, ampak ta človek te bo, oziroma človek, bitje te bo klicalo in probaj se boste zmeniti, kaj in kako, a se spusti ta ladja na ta planet ali ne. Prav? Ja. Okay. Jaz bi pa rabil od gledalcev, ki nas zdaj spremljajo, iz kakšnega planeta prihaja Peter. To je lahko seveda izmišljen planet, lahko je tudi realen, če se ful spoznate na planete, ne? Ampak tako, ne vem, planet polžev, planet kislih kumaric, planet velike glave, kakorkoli. Skratka, to so lahko vse predlogi, ki jih date, valjda imate lahko boljše, kakor jih imam jaz. In jih kar napišite v chat spodaj pod naš Facebook Live, skratka, iz katerega planeta bo prihajal Peter.
Zdaj, zakaj sem sam jaz na tem videu zaenkrat? Zato, ker ste se Peter in Vid šla malo preoblečiti. Tudi ozadje imamo, to je zdaj moje realno ozadje, ampak tudi jaz bom prej spremenil zadeve, da bo zgledal, da sem na eni drugi lokaciji. Dobro, ne? Torej, pa poglejmo, če imamo že slučajno kakšen predlog. Zaenkrat še ne, ker imamo majčken zamika, ampak kot rečeno, še enkrat prosim za en predlog, z katerega planeta oziroma kakšnega planeta bi prihajalo bitje, ki ga bo odigral Peter. Če se lahko zdaj zamišljate. Kaj se boste kaj oblekla, lahko namignete, ne morate, ne? Ne, nič ne bo namignjeno. Saj prav. Jaz mislim, da sem ta ozadje že uporabil v abstraktnem plesu na zadnji predstavi. Ne, zakaj? Še to lahko vmes povem, en predlog smo sicer že dobili in sicer potem bomo pa nekaj prizorov odigrali tako, da bomo menjali svoje ozadje. Evo, jaz bom zdaj kar zamenil eno svoje ozadje, tako da boste videli, o čem govorim. In nam lahko, če imate kakšno zanimivo ozadje, pošljete tudi to na mail in ga bomo probali izkoristiti. In sicer, naš mail je zelo simpel, iglutheater@gmail.com. Pomembno je samo, da je slika položna in pa, da je malo boljše kvalitete. In pa bomo to sliko uporabili za ozadje, kakšna zanimiva lokacija nam vedno prav pride in seveda odigrali prizor. Evo, imamo zdaj kar nekaj predlogov in sicer planet sopečih psov, to mi je kar všeč. Na planetu, ki hoče sina spraviti iz bajte in mu daje vedno bolj nemogoče predloge, zakaj. Ok, zelo kompleksen predlog, hvala Boris. Anja Urbanc pravi planet, na katerem je vse roza. Potem imamo planet, kjer je izključno amonijak, planet borovnic. Midas efekt, tam je tudi kar všeč, ne? Midas efekt, ok. Čakam mogoče še en predlog. Ne. Dajmo kar vzeti ta Midas efekt. Kaj je to? Vid ne ve, kaj je to. Midas je dotaknil stvari in so kar naenkrat postale zlate. Vse. In tako je tudi umrl. In to je moja sposobnost. To je planet, na katerem se očitno česarkoli dotaknete, se spremeni v zlato. Prav? Wow. To je moj planet. Tako, to je tvoj planet, Vid pa je seveda kapitan ladje z imenom, ki si ga bo sam izmislil. Sta pripravljena? Ja. Evo, naš planet se vklaplja, jaz se izklapljam čez 3, 2, 1, zdaj. Na pomoč! Halo? Na pomoč! Halo? Na pomoč! Pozdravljeni, tukaj je ladja Voyager 1727. Pozdravljeni. Kapitan Šluks. Pozdravljeni. Tukaj bitje Rdeček. Govorite naš jezik. Vi tudi govorite moj jezik. Neverjetno. Ne, vi govorite moj jezik. Veste, jaz imam univerzalni prevajalec in lahko zaznam kakršnokoli jezikovanje. Univerzalni je prevajalec za jezike, ki jih še nismo slišali. Ali ste vi že slišali naš jezik, preden ste začeli uvajati? Seveda, da ne. Jaz lebdim in potujem po vesolju in iščem naključne mimoidoče, ki bi mi lahko pomagali. Mi lahko, prosim, pomagate? Ja, povejte, kako vam lahko pomagamo? Mislim, bomo se odločili, če vam pomagamo. Trenutno, poslušajte, moj planet so, nažalost, razstrelili na koščke. Mi smo ogrožena vrsta, ki jo lovijo za njihovo sposobnost spreminjanja stvari v zlato. Eno žrtev, slišal sem že za to. Pred leti sem potoval v galaksiji daleč stran. A veste, katera galaksija je to? Morda galaksija Mlečna pot? Ja, galaksija Mlečna pot. In tam sem slišal, da se je to dogajalo. Nek nedolžen planet so razstrelili na koščke, popolnoma brez razloga. Uničili so naš planet na koščke, sedaj tu sam me golta vesolje, nisem primeren in iščem neko domovanje, da me zaščiti. Me lahko prosim spustite na vašo ladjo oziroma teleportirate nekaj, karkoli. Z veseljem bi vam pomagal, ampak veste, veliko je teh tako imenovanih potujočih virusov, malwarea, ki kar lebdi v zraku in čaka, da kliknemo nanj. Povejte mi,
Najprej se predstavite, kdo ste točno in zakaj želite na našo ladjo. Obljubljam, da nisem nikakršen virus. Zaupajte mi. Poglejte mi, saj sem vendar popolnoma razgaljen pred vami. Aha, pred vašimi očmi se bo pojavilo 9 kvadratkov. Kliknite na tiste, na katerih vidite prehod za pešce. Klik. Dobro vam gre, ampak nažalost ste zgrešili en kvadratek, zato morate klikniti ponovno. Izberite kvadratke, na katerih vidite žival. Vendar, to je malo težja naloga, saj naše živali so drugačne od vaših. Vprašanje, če bom prepoznal. Kliknite refresh. In sedaj kliknite na kvadratke, v katerih vidite okno. Klik. Čestitke, uspelo vam je. Sedaj pa izpolnite naslednje podatke. Ime, priimek, datum rojstva, vaš e-mail, geslo za vaš e-mail, potem vaša EMŠO, davčna številka in pa mednarodna davčna številka, številka vozniškega dovoljenja in pa seveda vaša plačilno sredstvo. Prosim, a se lahko izognemo birokraciji. Trenutno me lovijo in če kmalu ne bom pristal nekje varno, bom ob svojo glavo in življenje. Mar nimate nobene človečnosti v sebi? Prosim, spustite me! Poglejte, jaz sem človek, torej imam v sebi človečnost. Saj sem povedal, da sem dalj časa nazaj potoval po rimski cesti in tam je človečnost doma, saj smo tam doma ljudje, torej sem človek, ampak vseeno je treba poskrbeti za varnost. Veste, kaj se je zgodilo pred približno 7 svetlobnimi leti, nekih 18 galaksij stran? Seveda, takrat je divjala intergalaksijska vojna, ampak to ni čas za obujanje spominov. Lepo vas prosim, če me spustite na vašo ladjo, vam bom razkril neko vašo moč, ki je nikdar niste poznali. Razkrijte mi jo sedaj, pa se odločim, če vas spustim. Kakršne koli stvari, ki se dotaknete, jo boste lahko spremenili v zlato. Zlato? To je vendar edina valuta, ki se je ohranila še od zelo dolg nazaj. Ja, edina valuta od zelo dolg nazaj, ja. Okej. Hvala. Okej, in dajmo tle zaključiti. Kam je šel? Hvala Vid, hvala Peter, hvala tudi Tanja za ta predlog Midas efekt oziroma klic kapitana na ladji oziroma bitja iz planeta, kjer velja Midas efekt, vse se spremeni v zlato. In seveda, lep, prijeten klic. Vid, še vedno imaš to v zadnje? Ja, menjam, pamf, evo. Ok, cool. Hvala lepa. Še vedno gledate predstavo Videoklic, 3. edicija, kličemo se drugega, vsi predlogi dobrodošli. Lahko vam pa povem, da smo vmes dobili še kar 2 maila, kjer smo dobili različna ozadja, ki jih bomo lahko danes tekom predstave tudi porabili. Še vedno jih lahko pošljete na iglutheater@gmail.com, slika naj bo položna in boljše piksologije. Kako se temu reče? Rezolucije. Peter, na mute si, pa predajamo ti besedo. Hvala, Vid. Jaz bi pa zdaj nastavil prizor, kjer vidimo, kako poteka ena seansa terapije. In jaz bi rekel, da je eden od vaju terapevt, eden od vaju ima pa problem, ki bi ga publika oziroma naši spremljevalci lahko določili. Tako da napišite v naš chat, kaj je en problem, ali psihološki, ali vedenja, ali pa, ne vem, pač tak, za terapijo problem, ne. Kdo izmed naju je ta online psihiater? No, dajmo videti, glede na to, da si bil ti prej kapetan neke ladje, lahko si zdaj ti ta človek, ki ima problem. Ok. In bo Juš terapeut. Imam eno haljo, tebe. Super. In zdaj pa čakamo vaše predloge. Kaj bi lahko bila ena karakteristika ali pa ena hiba,
En problem, ki ga ima nekdo, ki gre k psihiatru ali pa k psihoterapeutu. Kaj imamo tukaj? Imamo še vedno planete. Iščemo pa lastnosti. Lahko tudi ena travma otroška travma. Vid noče ven iz hiše. Strah pred nasprotnim spolom. Ok, meni je ta všeč. Vid? Ja. Ti imaš strah pred nasprotnim spolom. In to te ful bremeni. Ja. Super, hvala vam za predloge. Strah pred nasprotnim spolom. Kako sta vidva? Sta pripravljena? Ja. Ok, vidi, recimo. Kar povej, jaz sem požen. V redu, pol pa bom videl prizor. Juš, psihoterapeut, Vid pa ima problem, da se boji nasprotnega oziroma ženskega spola. Vidva sta, jaz bom zdaj zginil, vidva pa, ko bosta na 3, 4, zdaj. Se upravičujem, čakajte se. Kar vključite se, ja? Se slišimo? Gospod Jazbinšek, ja. Video se vključite. Kje pa se to vključ? V video. Kako? V pritisnite. Čakajte. Kar počasi. Se nama ne mudi, sem plačan na uro, veste. Taka terapevtska šala, ne? Ja, zdaj pa bo. Naprav. Evo, Jazbinšek, midva sva zdaj... Super. Dobar dan. Midva sva zdaj petiče, ne? Se slišva. Petič? Se petič slišva, ne? Ja, kdo bi štel, ne? Ja, jaz štejem, kaj vam račune pošiljam, veste. No, sej starši plačajo. No, pa v redu. Še starši. Nazadnje sva se pogovarjala, ne, o vašem strahu pred... No, ne bom rekel, ne? Ne bom rekel. Ja, ne reči, vemo pa, o čem govorim, ki me je kar malo zrukal. Ne, se vem. Povejte mi, a ste si že upali iti v DM? Ja, šel sem, sem se sprehajal, kot se običajno rad sprehajam. In sem tudi not sem gledal. Šli not, to je bila najna naloga, ne, domača. Ja, sem gledal not. Niste pa odprl vrat, pa šel not. To vse se samo odprejo, veste. Sem odprl, ne, ker sem šel toliko blizu, da so se odprle malo. A ste šli čez vikend? Če ste šli čez vikend noter? Ne, med tednom je bil petek. Ja, v petek jih je pa največ, pa razumem, ja, prav. Ja, ne, nisem prav not fizično šel, sem šel pa z mislimi, veste, včeraj sem tudi sanjal, da sem pa šlo na avtobusni postaji ogovoril eno starejšo gospo, ker je bila stara 75-80 že, ne, ampak so se tako so se lepo pogovarjala, da me je bilo kar žal, da sanjam. Tako je lepo rekla, vreme, pa jaz sem, ja, dež, pa so se tako lepo, no, v glavnem. Ja, vas je, to se pravi, vas ni strašila, mislite, da je to povezan, ker je niste videli kot seksualno, potencialno partnerko, ali? Mislim, seksualno, a ne, vsi smo, a ne, malo seksualni. 75 let vam je tudi, če vedno vidite, da bi lahko. Jaz vas nič ne obsojam, ne, samo da vem, kje imava razpona, ne, eni končajo pri 21, ne, od 18 do 21. Na dol imam omejitve, na gor pa ne. No, na dol morate nujno imeti, ne. To je v redu, na gor pa ne. Ja, ker tudi otrok se ne bojim, ne. Lejte, jaz vam bom pokazal par predmetov, pa mi boste povedali, kaj čutite, se bojite ali ne. Ta prva asociacija, ki vam pade na pamet, prav? A vam to kaj dela? Cev. Cev, dobro, v redu.
Pol pa imamo, kaj pa tole? Ali povem, kaj je, ali kaj, Ne, asociacija, vas to kaj na kaj spomina, da bi vas kaj strašili, ali ne? to me spomni na to, da se kislo držim. Aha, dobro, to je že super, a veste, ker prejšnjič, ko sem vam pokazal melono, ste bili že, to je pa že skoraj. Melone pa ne, to je pa tisto... Čakajte, kaj pa recimo, kaj pa tole? To... Atomi? Dobro, super. Kaj pa, čakajte, grem nekaj iskati, prav, počakajte tle, ok? Okay. Budite pripravljeni, prav? Pa super to. Ja, ima tako študijsko sobo, veste. Povejte mi, imate inhalator, imate pripravljen? Kaj? Inhalator, če imate pripravljen. Ja. Vsak slučaj, no? Jaz sem ženska, prid k meni, Jazbinšek, prid sem, prid k meni v objem. Gospod Jazbinšek? Ja, bova pa rabila kar še kakšno, ne, uro. Dobre, si bom napisal. Super. Bravo, Juš, tako se sooča ljudi s svojimi fobijami. In vedeli smo, da je konc, ko je nekdo zginil iz prizora. Tako da super, hvala vam za to seanso. Upam, da ste se v redu imela. Hvala lepa za ta izziv. Zdaj pa sem na vrsti jaz, tako da vidva lahko izklopita video. In sicer bi rekel, da je recimo zdaj bil Juš tak, Peter, ti si en politik. In ti imaš eno tak uradni nagovor ljudstva, imaš, ampak nisi tekst si pozabil. In zdaj v bistvu bom publiko prosil za, kaj je tema. Pa mogoče ne biti toliko zelo aktualni, če veste, kaj mislim, ampak o čem poroča Peter, o čem ima on zdaj govor. To pa zanima me še, pa lahko sta ene dve temi, ki jih mora on v tem nagovoru ljudstvu uporabiti. Skratka, zgodila se je ena stvar, recimo, kaj se je zgodilo, kje se je to zgodilo, pa ena znana oseba, ki je bila vključena v to, se pravi, te tri stvari. Kje se eno lokacijo rabimo, pol, kaj sem še rekel, a mi lahko vidno pomagata, sam sebe ne poslušam. Lokacija, kaj se je zgodilo, pa eno znano osebo, ki je bilo vključeno. Aha, ja, ok. To, Juš, ti boš pa mogel, ti si pa njegov asistent, in ker on v bistvu nima teksta, mu boš ti mogel s pantomimo ta tekst kazati, ker ti zvok ne dela. Ok, se pravi, ne boš imel audio vklopljen, ampak sam video, in boš mogel s pomočjo pantomime mu pokazati, on bo pa mogel ta nagovor narediti perfektno. Pa približno 2 minuti imaš časa, Peter, za ta nagovor. A pa Peter bo slišal te predloge, ali? Kaj? Peter ne bo ničesar slišal. Peter, ti boš izklopil zvok, kaj ti bom rekel. A lahko vklopiš video? Ja, sem že naštiman. Ok. Ja, zdaj nekako, ko začnem to delati, pomeni, da lahko nazaj začneš poslušati. A lahko prosim izklopiš zvok. Ok. Peter, a me slišiš? Ja? Ja, no, pol nisi izklopil zvoka, ne? Ne audio izklopiti, izklop zvok, tako da me ne bo slišal. Pač zdaj na potihem. A me zdaj slišiš? Peter? Ok, zdaj mu zaupati, če ne bi bilo itak brez veze to delati. Ok. Juš, ti me pa slišiš, ne? Ja, jaz pa ne. In sicer je, nekaj imamo, vse, peka potice na Triglavu, vse krave so pobegnile na Štajerskem, ljudstvo je ugotovilo, da je ZDA, da so sfejkali moon landing, lahko problem, da Peter ne zna zvoka izklopiti.
Nekdo nam je ukradel Blejski otok. Ta je kar kul. Sam premalo je mogoče, kakšno osebo bi še rabil, kdo nam je ta Blejski otok ukradel. Pa bom kar eno osebo tle vzel. A ja, sam Melanija pa Janković sta od znanih oseb. Murko, kdo pa je to? Damjan Murko? Ja, se vem, zabavam se. Vedno, kdo ga omeni, ne vem, kdo je. Lepo povej, da si napišem, pa bom malo moral Petru še enkrat povedati, kaj on dela. Ja, bom razložil. Malo še čakam zdaj. Mogoče lahko kar tolo... Zakaj ne moramo vsega videti? Sorry, folk, malo traja, pač pobiramo predloge. Nekdo nam je ukradel Blejski otok, to je v bistvu, sam ne vem, kdo. Sam še to rabimo. Kdo je ukradel Blejski otok, vse ostalo je jasno. Eno znano osebo, kdo je ukradel nam Blejski otok. Jan Plestenjak je ukradel Blejski otok. Jan Plestenjak, ok. Cool. To je zdaj signal Petru, da bo vklopil zvok. Peter, a nas slišaš? Evo. Ja, a si slišal kaj? Ne, nič. No, mogo boš ugant, kdo je nekaj naredil, ok? Sam to. Ja, ampak ti imaš neko konferenco, uradni nagovor imaš in probi to lepo izpeljati. Juš, ti pa probaš to s pomočjo pantomime kot asistent pokazati. Ja, dobro. Ok, dobro. In Peter, ti si premier. Ok. Ne ta aktualen, ampak pač en premier si. Ja. Dobil naše države. Ok. Ok. In akcija. Pozdravljeni, dragi sodržavljani in sodržavljanke. Danes imamo veliko, strašno borbo pred nami, velik problem, ki je zelo veslaški in tekaški. Tako da moramo pognati naše motorje in se soočiti s tem problemom. Moramo se povzpeti na najvišjo točko, kjer lahko čistimo naš dimnik. In poleg tega, da čistimo naš dimnik, moramo zazvoniti vse zvonove, da obvestimo naše ljudi o prihajajoči krizi. O, moj Bog, kje so vsi pravični ljudje, ki skušajo še braniti našo nedolžno srce? Čas je, da se skupaj odveslamo in da opazimo vsiljivca. Nekdo je vsiljivec, nekdo je prepovedan vsiljivec, ne sme se nam približati. Dober dan, tukaj je eno vprašanje. Jaz bi rad samo vprašal, najprej, če mi poveste, kdo je krivec in za kakšen kriminal gre. Tukaj novinarji smo zainteresirani in bi radi vedeli malo več. Hvala. Seveda, identiteta krivca je še zelo kočljive narave, tako da moramo še počakati, preden lahko izdamo te informacije. Vendar, sigurno vam lahko dam en namig. To ni duhovnik. To ni duhovnik niti malo. To je en povprečen človek to je glasbenik. To je glasbenik, naš prepoznaven glasbenik, kantavtor. In pesti me, da moram povedati to novico o Adiju Smolarju, ki ni kriv za to, kar se dogaja, ampak je nekdo drug kriv za to. In moram res Fredija Millerja naprositi, da tudi on
ni pri tem problemu in da naj neha zavajati publiko. To je seveda nekdo, ki je popolnoma svetlolas in ima razkošen prsni koš. Ima zelo razkošen prsni koš. In tako moramo opozoriti Vilija Resnika, da gre tudi on stran od tega problema, kajti ni kriv. Glavni krivec je seveda Damjan Murko, ki tudi včasih zavaja publiko, ampak ni pa on odgovoren za problem, kajti za problem je odgovoren nekdo, ki obožuje limone in ki se rad igra z različnimi pripomočki in je tudi mizar v prostem času. Ta oseba je zagrozila. Samo še, da 30 sekund imate do konca te konference, nič nam niste povedali, ne kaj se je zgodilo, ne kdo je to naredil, tako da če lahko prosim pohitite. Veste, stvar je kočljive narave in zaupne narave, ne moramo kar vseh informacij tako preprosto predati, ampak to je zgodba o Janu. O Janu, ki je odveslal stran, ni samo odveslal stran, ampak je prižgal je svečo in vodil je svoj prepovedani obred satanizma. Dragi Jan Plestenjak. Ok, super, hvala lepa. Peter, prosim bi te, če se ostaneš tukaj. Se pravi, za koga je šlo? Za Jana Plestenjaka. Aha, in kaj je naredil? Ja, imel je svoj prepovedan satanistični obred. Nekaj je ukradel, kaj je ukradel? Sveče. En tak slovenski simbol je ukradel. Je povezan z veslanjem. Pa nekaj, kar ti Juš narisal na listak. Ja, Blejsko cerkvo. Cel otok je ukradel. Ok, hvala lepa. Zdaj, če ste doma, lahko zdaj malo Petru zaploskate. Skoraj mu je ratal. Hvala lepa. Ja, kar težko je ugant, ne? Očitno. Jaz sem mislil, da bo šlo ful boljš. Se mi ni zdel ful zahteven, ampak tako je. Ja, ampak pozumem, kar zafrtno. Se je bilo pa fajn te gledati, Juš. Thanks. Kar iznajdljiv. Ne vem, iz kje si potegnil vse kitaro, Las Julio, the best. Tle imam, ne? Tle zraven. Pa če manj. Tisti, ki ste slučajno uleteli, gledate Iglu teater v online predstavi, to je že tretjič, ko to delamo. In sicer delamo to online, odkar moramo biti doma. Sicer imamo predstave 4-krat na mesec nekje v Ljubljani oziroma v Menzi pri Koritu ali pa v City teatru in takrat vas vabimo, da kupite karto, tokrat vidite predstava zastonj, ampak če želite slučajno donirati, nas podpreti, ker delamo to zdaj od doma, lahko donirate na naš PayPal account, zelo vam bomo hvaležni, ni pa valjda nujno, ker tudi mi nismo čist zihar, a je to sploh gledljivo. Nam je fajn. Gledalcev imamo zdaj malo več, 112. Wow, thanks. Se potibamo na gledalcih. Cool. Bi videla naredila mogoče naslednji prizor? Ja. Zelo simpel, kakor smo že parkrat povedali, pa bomo zdaj za tiste, ki ste prišli na našem e-mail naslovu iglutheater, iglutheatre@gmail.com zbiramo različna ozadja, ker kot vidite, lahko v Zoomu to menjavamo, kakšne zanimive lokacije in tako naprej. Pomembno je samo, da je slika položna, to se pravi taka, ima boljše rezolucije. To nam lahko pošljete na mail, potem pa bomo to uporabili. In sicer bi jaz rad, Peter pa Vid, če boste vidva lahko vsak si izbrala eno ozadje, kjerokoli in naredila en prizor. To je to. Lahko se izklopita. Prav? Pa mogoče od publike sam poberem še temo pogovora. Prav? To, da boste vedela. Skratka, Peter pa Vid si boste izbrala vsak svoje ozadje, ki smo ga dobili po pošti. Mogoče bo celo isto, bomo videli. Od vas pa rabim eno temo pogovora. O čem bi se lahko pogovarjala dva človeka preko videoklica? Lahko je kakšen problem, lahko je kakšen dogodek. Kje je tazga, ne? Take zadevce nam lahko napišete spodaj v chat. To se pravi, v tem bi se lahko ljudje
pogovarjali. Cool. A ima eno dvajo Facebook Live, prežgan sprot, Evo ga, ugasne. Evo, jaz bom že kar pogledal na telefon, če že imamo kakšne zanimive teme. Imamo latinske pregovore, pogovor o latinskih pregovorih. Zakaj ne? Super. Mogoče še kaj? Mož je prišel v puberteto. Imaš prav o vzgoji oslov. Naš prijatelj Mož. Čau Mož, lepo, da nas gledaš. Super. O koncertu. Dajmo to o koncertu, to mi je kar všeč. Skratka, dva človeka se bosta poklicala drugega, vsaj eden od dva je bil na nekem koncertu in bo o tem povedal svojemu prijatelju, ali pa mogoče pred koncertom, kakorkoli, ne bo to vajna inspiracija. Videla sta pripravljena? Ja. Peter? Ja. Super. Skratka, to sta dve ozadji, ki so nam jih poslali naši gledalci, mi pa si bomo pogledali en prizor o koncertu čez 3, 2, 1, zdaj. Halo? Bob? Kje si Štefan? Bob? Kje si Štefan? Kva? Me slišiš, Štefan? Jebem v mater, te slišam. Ti si pa nekje v narav, ne? No, gvajni sem, sej veš, treba je. Zdaj, tle imamo zakurili, ne? Čakaj, ne pokažem. Tle imam ogenj, pa zdaj smo nasekali, pa bomo pa zakurili. Smo že zakurili, ampak da je toplo, ne? Ja, ga spet kampiraš svojo, ne? Ja, sva šla malo v naš tale konc, ki ga imamo tlele zasneženega na samem. Ja, jaz pa tukaj popravljam svojo kanalizacijo, veš. Kdo pa je, ko je tamle Stane noter laufa? Ja, Stane ima glavo not, je zabredel, tako kot v življenju, vse veš. Ja, Stane se zmer sprav k delu in tudi naredi, ne? In ne pokuka ven, dokler ne uprav, ne? Ja. Ti, povej, kva me kličeš? Ti, veš kaj, dobil sem zastonj karte za en koncert. Za koncert? Ja, dobil sem 2 karti za Siddharto. Te imajo pa fajn. Te imajo ti. Kaj? Sam prekopaval bi zaman, pa naj bo še ne vem kako pregnan. Da, mi se všeč. Pa dajem ti strup v čaj, samo edini sem, ki dajem ti strup v čaj. Ja, to ste dva se združil. Ja, no, sej, kdo bi vedel, ne. V glavnem, veš kaj, čez en teden je, pa sem te mislil povabiti, no. Ko mene? Ja, na Siddharto, da greva, no, da se malo gremo rokerske zabavati. Štefan, pa ti si zmeri kakšno punco pel, zdaj pa, kaj se je pa zgodilo, ali je z Mojco kaj narobe, ali... Ne omeni mi punc, ki jih imam vrh glave. Pa Mojca? Ja, Mojca. Bila. Mojca je bila fajn, dokler me ni vrgla ven, ne? Ja. Kaj? Ja, zakaj pa misliš, da sem v zuniji, tukaj pa popravljam kanalizacijo, ne? Mojca te je ven vrgla, Štefan. Kaj si pa naredil? Ja, kaj sem naredil? Ja, mislim, nisem se spremenil, ne? Še vedno sem talen, zagaman fant, v katerega se je zaljubila in odljubila, ne? Veš, to me je pa kar stisnil zdajle. Mislim, z veseljem bom šel s tabo, bom prijatelju šel na koncert. Dej, no, na eno Siddharto, na eno kliniko, pa pot v X, no? Pa ledeno, To mi je všeč, veš, takole, ko sem zunaj, pa je mraz. Ja, daj mi ti povej, kaj je tvoja skrivnost, kako ti ohranjaš svoj zakon, da še živi. Prosim. Takole, jaz rečem, enkrat na mesec je treba iti ven v gmajno, na samo, da se vidiš na 4 oči. En drugmu globoko oči pogledaš, pa se poslušaš, pa se gledaš, pa si vzameš cajt. Štefan, kdaj si nazadnje Mojca v oči pogledal? Ne morem je. Vedno, kaj pogledam, čutim neko neodobravanje in srepost, razumeš? No, razumem, ampak dej, Štefan pokličijo.
Ne morem, to je bila včasih moja ognjena princesa, zdaj pa je ledena kraljica, razumeš? A boš kar obupal ali kako? Veš kaj, najprej bom šel na koncert od Siddharte in se ga bom tam nabonkal in bom užival, prvo kot prvo. A veš, da nabonkala se pa že dolgo nisva, a? Jo, se nismo dolgo nabonkali, ja. Se mi lahko nabonkali, ja. Ko pa pomislim, kako se ga midva skupaj nabonkava. Jo, če pa kaj znamo. Je začel cediti, pa kar glavo bolj dobim. Ja, in pol preden veš, si kar tale stane z glavo v eni luknji, ne? Samo da ne boš spet kar pokol stal pol. Ja, tega pa ne morem obljubiti, ne. Ja, Štefan, to mi moraš pa obljubiti, da moš tako sramotil, ker takrat so šla na zablujeno. Ok, brez canja, obljubim. No, dobro. No, hvala ti, Bob. Hvala tebi. Kdaj pol petek? Petek, gospodarsko razstavišče ob 9. Dobiva se ob 8 na gospodarskem razstavišču. Biti ob 6. Kaj? Ja, malo nabongava že vnaprej. Ja, se dobiva tam pred oazo, da pojeva še kakšen burek, kebab, popa, ne? Ja. Ti poslušaj, kaj praviš, da pucaš zadaj? Kanalizacijo? Ti mal je nepremičen tale stane. Ma, to so te plini pa izpuhi, ki kdaj lahko uspavajo človeka. Metan zjebo. Metan ga je zjebil, je padel v komo. Se bo zbudil. Mislim, poskrb za njega, ne? Veš, kaj stane, pa je bil že parkrat v komi. Se bo že prebudil, ja. Ja, stane pa pade, ja. Ok, gremo tle zaključiti. Hvala lepa, fanta. Lepo. Evo, jaz sem si želel eno ozadje, ki so nam ga naši gledalci poslali. Še vedno nam lahko pošljete kakšnega na iglutheater@gmail.com. Res je bil gospod kar primer ozadje, Peter. Kaj? Da si imel ozadje enega delavca, čist primer. Pa res je ogrezenco gledal, ne, tako da. Ja. Dober delavc, veš, dober delavc. Dober. Ja, skratka, kot rečeno, če želite nas malo izvati, pa nam dati kakšno hecno ozadje, še vedno jih sprejemamo na iglutheater, to se pravi ta British spelling, @gmail.com. Evo, jaz sem si dal eno ozadje, ker nam ga je poslala Ema, ampak bomo videli, če ga bomo uporabili na naslednjem prizoru, mogoče tukaj drugega bomo videli. Peter, boš ti povedal, kaj pomira? Ja. A vam lahko dam zdaj eno omejitev? Ja. A lahko odigrata kukar en prizor dvorjenja, nekdo nekomu dvori, ampak da morata govoriti v rimah. Mogoče lahko še pogledam, če so... Prosim? Kdo komu dvori? Dajmo reči Juž, da ti dvoriš videl. Mogoče lahko date v chat neko, kaj je Jušu všeč na videu. Kaj ima Juš najrajš na videu? Vidimo ful enih pozitivnih in kvalitetnih lastnosti in katera... To je jaz. Ne, pač boš en lik, ne, ampak čistko na našalno zdaj govorimo. Dajmo videti. Neko karakteristiko, neko pozitivno gube na čelu, ker so ful seksi. Ok, Juš, ti najdeš vidove gube na čelu izjemno seksi. Izjemno seksi, prav. Ja. In govorite v rimah. Da je malo bolj trubadursko. Eno ozadje iz teh, ki smo jih dobili. Ok, tako da ti si, Juš. Jaz sem, ja. Ok, vid, kako si ti? Skoraj. Bom jaz tudi dal enega, snitak je to Skype klic, ne, ta dvorjenje. Ja. Pol bom dal tudi eno od ozadij, ki smo ga dobili. Upam, da ne isti kot od Juša. V glavnem, Juš, te so ful všeč vidove gube na čelu, to te najbolj... Štekam, itak. Ok, tako da ti se javi, ko boš. 3,
2, 1 in akcija sem. Ajde. Ej, čau, se slišva vid. Sem rekel, ker že tle sedi na rit, da moja ljubezen je že lihta prav na rajpu. Zato poklical sem te zdaj po Skypu. Hej, mene s tem učaril ful. Povej, kaj je narobe, kaj te žul? Lej, zdaj, ko šel sem na bus in pojedel svoj kuskus, sem malo razmišljal, veš, kaj mi je všeč tako v lifeu, kaj bi ti povedal tle po Skypu in naj ti povem takole, dragi ljubi, najbolj sem se zanč začudil tvoji gubi. Hej, ljubi, to si se pa kar malo zagrel, model. Današ me zares vnel. Veš, tako kar naenkrat, ko sem te gledal, se mi je zazdelo, da imaš res prav eno lepo čelo. Čeprav si mlad, se ti že guba faca in sem rekel, stari, kva če bi jaz bil tvoja raca, da bi se malo ključkala, sem pa kem. Veš, kaj mislim, je. Ej, mislim, meni je všeč, ker govoriš in prav dobro voljo spravljaš, ampak ne vem, malo me skrbiš, zato ker te besede To si tako lepo povedal. Zdaj imam res malo treme, no, tako, mislim, tvoje odime. Lej, naj ti povem nekaj, lahko odvržeš breme. Če boš hodil z mano, ti ne bo treba uporabljati anti-aging kreme. Ok, ti bom rekel ja, pa da vidva, 1 mesec, 2, pa pol vidimo, kje sva. Dobro, mi dva se bomo imela fajn, to je podmus. Ej, zdaj ti bom poslal svojo kodo za popust, za Flixbus. Pošljamo skupaj tam na eno fešto, jaz se lih pelem gor v Budimpešto. Nice, vidim, da je model zraven tebe tudi malo zmrznil. Je ful mrzlo. Ja, veš kako je tako, naj ti povem s tole rimo, pač jebi ga, preveč so našopali klimo. Tale bus mogoče, da tudi ne bo prišel do Budimpešte, ampak tako pač je. Poklič me, ko boš do Budimpešte pa prišel, ker jaz moram nekaj narediti. Najbrž bom Petra za tole obval. Idemo tukaj končati. Super, odlično. Kaj je rekel na koncu? Da te bo dol. Ampak te na začetku ti je šlo dobro. Dobro. Ej, drugače sem imel ful enih ozadij še na mailu, nam so ljudje postali ful hvala, Maja, Maruša, Kristjan, Bojana, Ema, Odra, Kaja, Tanja, Zala. Juš je zaruznil. Zamrznil sem? Kaj je res? Zdaj si nazaj, saj zvok, no, slika ne. Ok. Pravim, da hvala vsem, ki so nam poslali ozadje, jih imamo še kar nekaj. Tegale, ki sem ga jaz imel, oziroma ga imam še, je poslala Zala. Očitno za enega taborniškega potovanja. Super, ja, jaz sem se sprašal, da so te otroci zraven tebe. To so vsi moji otroci, veš? Se mi je zdelo, ja. Dobro, Videk, boš kaj povedal? Ja, jaz bi... Mogoče malo več. Zdaj gledam malo to zadnja, pa sem se malo zmedel. Ful jih je, ja, pa ful je enih slik, pa tako, ne vem, kam idem. Ok, jaz bi rad videl vaju v enem, v bistvu bi folk vprašal, kdo sta.
Jaz bi čisto odprto pustil. Preden gremo na zadnjo sekcijo prizorov, bi folk vprašal, kdo sta Juš in Peter v naslednjem prizoru. Vidva lahko ugasneta kamere in bomo videli, kaj bomo napisali. Ja, res sem ga imel, kadar je treba rimati. Peter tudi to ve in me rad vržal take stvari. Povej mi, si izbereva ozadje, te, ki so nam poslali kaj? Ali... Mogoče bo folk določil, kaj, določ, kdo sta, bo najbolj lažje vam izbrati ozadje, ali kaj. Dobro. Lahko pa si že vnaprej kaj pripravite, če mogoče. Prav, iščemo odnos med Petrom in Jušom, zakaj enega kliče po spletnem klicu. Medtem, ko to delate, medtem, ko glasujete, če ste slučajno na novo leteli, gledate Iglu teater, naša predstava v živo, malo se igramo, malo testiramo, probavamo, tokrat že tretjič in mislimo, fajn, upam, da se imate vi tudi. Če želite podpreti to, kar počnemo, lahko donirate, gor je link za PayPal. Dva gamerja, ki se prvič vidita, pa ful dolgo že skupaj igrata. Meni je to ful dobro. Videla sta oba gamerja. Čakaj, ko sem malo prebral. Dva Medved, Kralj Matjaž, Nigerijski princ. Ne, to sem prvo prebral. Videla oba igričarja sta, oba igrata neko igro, že ful dolgo časa skupaj, poznata se samo po glasu in po načinu igranja, ne pa fizično in zdaj se v bistvu prvič slišita. Ne vem, zakaj je to nujen, da ste se zdaj slišala, ampak to je to. Ok. Jaz sem še najdem eno ozadje primerno. Ok, ni panike. Gledamo te Petra pa Juša, ki bosta igrala dva gamerja, ki že dalj časa se poznata iz enega špila, nista se pa še nikoli videla. Zdaj se boste prvič zagledala. Peter, kako si kaj drugač? V redu. Pač lepo doma mirujem, kot vsi predvidevam. Ja, te držiš, ne? Ostaneš doma. Ja, vse druge nimam, ne. Pa je, da nam gre kar v redu, ne, tako. Ja, smo pridni, ne. Ja, meni je to kar fajn. Ja, sam da nam folk zdaj preveč ene kazni dobu, ne. Ja, Ja. Folk, ki ste doma, hvala, ki ste tudi vi doma, ker če ne bi bili doma, najbrž ne bi tega gledali. Ok, Juš je ready, se pravi, dva gamerja srečata, vidita se prvič v življenju, to bosta Juš in Peter, gledata Iglu teater in en od zadnjih prizorov, en od predzadnjih prizorov in akcija. Kaj je to? Ok, malo. Dobar dan, se vidimo? Vidimo. Živijo. Raketa 4-5 Loverboy. Kje si bil do 6-9? Ti je smešen, ne? Ja, končno se vidva, nisem vedel, da si iz Rusije. Ja, jaz imam svojo gamersko lokacijo spostavljeno na igrišču. Dobar, da te ne morajo KGB, ne? Da me ne morajo locirati, pa včasih grem se še pol z babicami malo na igrišče poigrati. Ja, za babice je treba skrbeti, ne? Jaz sem pa v Tokiju. Kako imaš pa to nastavljen? Tle, sred ceste sem, itak ni nobenega, veš. Ti veš, da mene res KGB lovijo, tako da jaz vsak čas lahko padem, veš? Kaj? Ja. Svetovni rekord v Tetrisu in premagal Putina. Ne bi ga smel, stari, smo ti rekli, ustav se, Putin, on mora imeti rekord, ampak ti si kar šel naprej. Putin mora da pade. Predolgo časa je teroriziral naše ljudstvo v Tetrisu. Čas je, da pade. Saj razumem, ampak pri nas na Japonskem, ko prideš do rezultata našega cesarja, se moraš ustaviti. Če ne, gamerjev niso več videli, stari, Tetris je ful nevarna igra. Poslušaj me, Raketa 4-6 Loverboy. Kaj je bil do 6-9? Če slučajno me ubijejo, moraš ti prenositi moje sporočilo. Jaz? Ja, ti si edini internetni zaveznik. Kaj pa je že tvoje sporočilo? Da
je vlada ruska laž, da nadzirajo ljudi. To so demagogi, ki ne puščajo ta prave demokracije. Širimo glas o demokraciji naprej. Mojim babicam sem že ga sporočil. A veš, kaj so oni, ruska vlada? Oni so tako, kakor to, ko pri Tetrisu čakaš uno štirko ta dolgo, da bo prišla, pa pride esto zavid, pa če čist zafrkne. Vidim, da se spoznaš na demagoge in demokracijo, ja. Mislim bolj na metafore v zvezi z igrami. Aha, ja. Tako da jaz vem, da si ti tudi sam borec za pravice, ne? Itak, jaz se skozi borim za pravice, različne pravice, zlasti za avtorske pravice, no. Meni se zdi ful pomembno, da ko naredi neko zadevo, ali nariše, ali napiše skladbo, ali naredi kakšen scenarij, to je najbolj pomembno, ne. Evo, ko bom prevzel... Vodka? Ja, vodka, puj jebe. Ko bom prevzel to tvoje poslanstvo, ne, a bom tudi te babice dobil zraven. Ko prevzameš moje poslanstvo, dobiš babice zraven, to je v paketu, ja. Ok. Ne se prehitro veseliti, veš, lahko kar najedajo. Jaz imam zelo rad babice. Poslušaj me, jaz bom vsak čas lahko izginil, nikoli ne veš, kdo me bo ubil ali pa zastrupil. Še zdaj, ko sem tukaj na tem igrišču, riskiram svoje življenje. Ampak ne pozab, pri Tetrisu je tako, da ko ena vrsta zgine, dobimo točke. In ko boš ti zginil, bomo dobili tudi mi točke. Ne! To si kurega, kar je šugar, šugar, vrčak, kurtaši, ne! Pazi na babice! Svinja, ruski svinja. Dajmo rezati tukaj prizor. Hvala lepa. Torej, to sta bila dva gamerja, če ste slučajno leteli na sredini. En je bil iz Tokija, en je bil iz Rusije, če sem prav razumel. Imamo zadnje take prikupne babuške, ki so se pogovarjale. Ter pa Peter in Juš. In sicer gremo v zadnji del predstave, namreč rekli smo, da bo trajala približno 1 uro, ura je 3 do 9, recimo, da bomo šli mal čez. Mogoče Juša bi ti povedal, kaj bo zadnji sklop. Lahko. In sicer, jaz predlagam, da bi naredili za na konc take solo mini prizorčke, kjer vsak izmed nas igra, ne vem, bomo videli, koliko bomo imeli časa, enega ali pa 2 ali pa 3 ljudi, ki se predstavljajo na takem video dating videu. To je zdaj nekaj povedal. Ampak skratka nek tak Tinder video, veš tako, pol-minutni, 1 minuta, kjer se predstaviš. Tipa, jaz sem polder, imam sprehode na Luni in tako naprej. Ne. Skratka, da bomo videli take različne karakterje. Bi pa prosil občinstvo, naše spremljevalce na Facebooku, ki jih imamo še vedno preko 100, če nam napišejo lahko različne besede ali pa karakterne lastnosti, ki jih bomo uporabili. Mogoče ne bomo uporabili vseh, ampak kakšne bomo pa noter dali. To se pravi, kaj bi bile kakšne besede, ki jih povezujete z romantiko, pa z ljudmi, ki morajo snemati videe, zato da bi šli na dejt. Skratka, nek tak dejtoglas je to, ne, v bistvu. Zase. Včasih to delali na VHS kasetah, a veste? Res? Ja, gledal sem nek talk show, ki je en igralec, kjer je pa bil? Po mojem ta iz Breaking Bad je rekel, da on je sinhroniziral včasih te neke videe in da je pač folk se res predstavljal kao po tem videokasetah in pa si dobil pač domov videokaseto, ne vem, 20 recimo žensk ali pa moških in pa si videl, ta se je tako predstavil, hočem telefonsko tega, si poklical teh, ki so to zrihtali in pa so ti dali telefonsko. V bistvu v bistvu. Internetom. Tako. Nice. Evo, nekaj že imamo, zvezdice v očeh. Ima zoo z eksotičnimi živalmi, tiger. Tiger King. A gledate, kaj je to? Ne, jaz še nisem gledal Tiger King. Ne morate gledati, to je pa najbolj perfliknen šov vseh časov, res. Ljubavni tepih, to mi je tudi všeč. Traktor. No, če se bom kar izklopil, pa se bom pripravil. Ok, se bom jaz, lahko se tudi izklopiš Peter, pa bom jaz malo prebral, kaj so predlogi.
pa se bom jaz na zadnje preoblekel. Torej, imamo zvezdico v očeh, Marina Tazo, to smo rekli, samska 70-letnica nam je Teodora pisala, Žiga ljubavni tepih, Maša traktor, zelen traktor, Boris samo žensko, ki bi naredila vse za denar, Teja naredi 50 sklec, to ne vem, če bo kdo od nas, ampak hvala za ta predlog, mogoče bi jih res rabili. Izrazit vorn, tam je to všeč, ščred kavkaških ovac ima nekdo. Cool, vse te imamo, 93-letnik se oglaša iz doma za ostarele. Skratka, te zadeve imamo in jih bomo sproti vzemali za našo inspiracijo. Kdo od vas je slučajno pripravljen? Tako, ja. Cool, pa vid, začni s svojim želitnim oglasom, želim ti čim več uspešnih dejtov. 3, 2, 1, zdaj. Živjo, jaz sem Zvone in po poklicu sem pač kmet, imam kmetijo, imam traktor zelen, imam 2 zelena traktorja, en je Fendt, je zelen traktor z rdečim feltnom, pa imam pa še John Deere, je pa zelen traktor z rumenim feltnom. In pol se odločim, če grem, recimo, kam grem. Fendt je vse, je bolj za vmest, John Deere je pa bolj za na teren. Tako da, če izbereš mene, gospodična, te bom z veseljem kam zapeljal. Naj povem še, da imata oba na vse 4 pogon, oba imata dober reduktor in pa imam tudi razne priključke za traktore, različne. Imam nakladalko, imam za delati ograbke, imam balirko, imam ta trosilc, pol imam cisterno, če pa rabim kombajn, pa si ga pa sposobim. Tako, drugače v prostem času sem več ali manj doma. Zdaj mama še žvitle, ampak v prihodnosti imava plane, da se vseli v soseden vhod, kjer so zdaj sicer kure, ampak tudi kure bomo preselili v en svoj vhod, tako da bomo, če boš izbrala mene, bo plac za mene, pa za tebe skupaj, pa za kure posebej. Ja, živjo. Jaz sem pa Cveto Kosmač. Naj ti povem nekaj v svojih atributih, ampak itak jih že mogoče vidiš na meni. Tole ni umetno, tole je pravi perzijski tepih na mojih prsih, kar raste in raste. Včasih sploh ne vidim, kje imam prsa, pa trebuh, enostavno imam to čez. Pa pazi to, ljubica, če bo z mano, ne bo samo tle tepih, tepih je tudi drage, imam ga tle, imam ga spodaj, pazi to, imam tepih na ramenih. Misliš, da je to del suknjiča? Ni. To meni kocine direkt ven iz rame rastejo in grejo pol skozi suknjič in gor. In pazi, to je, veš, to ni kar ena kosmatina, to ni kar ena kosmatost, kar nekaj, to je kašmir. In jaz to vsak dan najmanj 3 ure fešam, balzamiram, dam šampon gor in, baby, če boš z mano, ne boš rabila deke ali pa polštra ali pa karkoli, to je fucking merino, ti si samo ležeš pa zaspiš, tako da, moja telefonsko imajo na agenciji, poklič. Pozdravljeni, moje ime je Mirko in sem lastnik eksotičnega živalskega vrta in poznajo me tudi kot kralja tigrov. Mjav. V prostem času se oblečem najraje v svojega najljubšega tigra in priredim zabavo, kjer se skupaj še z ostalimi tigri in tigricami malo muckamo in praskamo. Če bi te zanimalo doživetje v mojem živalskem vrtu, me lahko dobiš na mojem elektronskem naslovu tigrcar@yahoo.com. Živjo.
Jaz sem Žiga. Naredim 51 sklec na desni roki, pa 41 sklec na levi roki. Naredim 32 počepov na desni nogi, enonožnih počepov in naredim 17 levonožnih počepov. Sicer sem po izobrazbi programer, ampak ves svoj prosti čas namenim borilnim veščinam. Iščem dekle, ki bi jo prav tako zanimalo športno udejstvovanje. V katah najdem mir in se umirim. Znam večkrat, ne pijem in ne kadim. A to dela? Halo? 1, 2, halo? A moram še kaj pritisniti? Tam, daj, Aha, čakaj. A se me vidi? Evo me. Dober dan. Jaz sem pa Polde, pa sem tlele kličem iz doma za ostarele polje, ampak ne iz Norišnice polje, iz doma za ostarele polje. Nekateri zamešavajo te stvari, ampak niso iste. Mi nismo nori. Ne vsi. No, eni so, eni niso. Tole ni moja soba, pri doktorju sem, ker on je dvignil računalnik, nam jih ne pustijo, zato da ne po nesreč kakšnega zbol. Tele rože sem pa nabral leta 75, pa sem jih dal posušiti in jih imam še zdaj za šopek za izbranko. Kakor vidite, sem bil včas strojevodja in to kapo še zmer nosim. Vlake sem furil, sem pa kaj, dokler so bili še popularni. Je pa to še iz časa parnih vlakov. Tako da strojevodje v tistih časih je bilo kar težko. Moral si in premog dati in moral si vlak usmirjati in še ogromnih ljudi je kar hodil po tirih, ker niso vedeli, kaj se je to za ena iznajba, kakšen coin gre proti njim. Ne gre coin vlak, ne omakati se bud. V glavnem, če mečete dobiti, me ne klicati, ker ne znam uporabljati telefona, lahko pa mi pošljete pošto, to pa še dobro berem in tudi bom odpisal, in sicer Dom starejših občanov Polje, cesta 2/3 ali 4, 3 ali 4, Ljubljana. Hvala. Pozdravljena. Če si ženska srednjih let, ki ima rada romantiko in cash, te vabim v svojo hotelsko sobo, kjer bova celo noč se razvajala in polivala šampanjec po sebi. Če te zanimajo tipi, ki imajo dobre zaloge premoženja in ekstenzivne zaloge alkohola, me pokliči ali pa me lahko dobiš na TikToku z mojim profilom Cougar Lover. Pridi in se ne stidi. Kje ste? Moram reči, da ko so mi frendi predlagali, da ne se prijavim na en ta weird website, sem tako, nisem jaz ta človek, pizda, jaz sem na cesti skozi, jaz nimam cajta za nobenega. In pol sem rekel, da je probi, pa sem rekel, ajde, kva imate, no? Fukam te, pizda. A ne. No. Zdaj sem jaz mislil, da bi se zaključil video. In dajmo tukaj rezati. Kaj še zaključim? Jaz sem še zmeraj v zdravniški ordinaciji, moram zavedati. Peter, take it away. No, hvala vam, ljudje, ker ste spremljali Iglu, improvizacijsko gledališče Ljubljana. Nocoj smo bili z vami Vid, Juž in Peter. V prihodnje bomo delali še improvizirane predstave
s kakšnimi gosti mogoče, ampak več o tem v naslednjih obvestilih. Kaj? Ja, ne kar s kakšnimi gosti, ne? Imamo že konkretne goste in sicer naslednjo soboto, lih tako ob 8. Prejšnji smo vas malo sprašvali, kaj boš 7, 8, 9, pa smo malo pozabili, da se ura premakne, tako da bomo verjetno kar pustili tole ob 8. Ampak ne bomo sami. Prvič bomo imeli še 2 gosta in sicer naša kolega, s katerimi delamo predstave v živo v City teatru, Petra Ajdovec in Rok Bohinc, oba iz Šenčurja. Upam, da bo delal internet tam v Šenčurju. In sicer, ampak ne bomo delali v živo, zato ker je tisti kar kompleksen format, ampak bomo naredili eno impro tekmo, online tekmo 2 na 2. Eden od nas bo moderiral, 4 bo igrali in bo en tak pravi internetni fight. Tako da dajte se priključiti spet k nam naslednjo soboto ob 8, isti kanal, kako se temu reče, se ne vem. Na Facebook strani bomo. Ja, jaz se veselim naslednje sobote. Hvala, ker lahko še vedno delamo to, kar radi delamo, kljub temu, da ne smemo iti v gledališče in da tudi vi ne smete iti v gledališče. Veseli smo, da ste z nami. Lepo se majte še naprej, ostanite doma, pišite nam kaj. Tudi mi smo včasih malo osamljeni. Kako lepo. Ja, super. Upam, da se vidimo čim prej v živo. Malo muzike za na konec.